Zelo sem vesel, da smo v takem številu, čeprav se je novo leto komaj začelo, tako da če sklepamo po prvih dneh, bo to leto zelo uspešno. Blisko tudi rediti v knjižnici, če že drugače ne. Zelo sem tudi vesel, da vidim veliko obrazov, ki drugače ne vidim v knjižnici. Tako da je tudi če ena pozitivna stvar. Sploh sem pa vesel, da tukaj danes predstavljamo Janija Lipičnika, to je moj sovaščan iz Ribnega, Celjajec, tukaj v knjižnice doma. Tukaj se danes predstavlja on z akvareli, ki jih je naslikal v zadnjih 2 letih, v glavnem. No. Pretežno so to akvareli v zadnjih 2 let. Sicer mi pa dovolite zdaj, da povem par stavkov o slikarju, kaj več bo potem sam o sebi povedal. Rojen je bil leta 1955 v Ribnem. Osnovno šolo je obiskoval v Ribnem prva 4 leta, na to pa na Midu. No in že tam se je pa prvič to slikarstvo, ni se nekaj skozi zanimalo, ampak takrat se je pa prvič nekaj bolj poglobil v slikanje in risanje, in sicer pri profesorju akademskem slikarju Janezu Ravniku. To svoje znanje pa potem nadgrajeval na aranžerski šoli v Kranju. Njega so od nekdaj privlačila ta knjiška arhitektura, to vidimo tudi na slikah teh kozovci, potem knjiška dvorišča, pa narava, sploh planine. No. To je tisto, kar ga še danes najbolj privlači. In to je vse, to boste vse videli tukaj v slikah, če se že niste ogledali. Slikal je pa najprej bolj na olju, zdaj pa, kakor mi je zaupal, ga pa te akvareli so premalo. Imel je že tudi 4 samostojne razstave, sodeloval je na več teh skupinskih razstavah, extemporih. Je pa, kar je zanimivo, to tudi nisem vedel, da je bilo Ribnem se pravi, v okviru kulturnega društva Rudi Medrečič, ki je v 70 letih nastala sekcija, likovna sekcija, v kateri so bili poleg Janeza še znan dramski igralec Rado Mužan, pa Jana Dežman. No. Nekaj razstav so organizirali skupaj, ampak žal svojim delovanjem prenehali in je vsak šel svojo pot. Zdaj pa mislim, da sem že kar predolg, ampak še nekaj si bom pa navodil in sicer bom prebral eno misel, ki je tudi tukaj na tem panoju zapisana, kaj slikar meni, oziroma kaj misli si o slikarstvu. Tako rekel. Slikarstvo je čudovit hobi, ki sprošča, vendar je kot vlak s neštetimi vagoni in od tebe je odvisno, ali se boš z njim peljal in kam, ter koliko časa bo trajala ta čudovita vožnja po naravi. Tako, kot je res peljana proga. Zato, ko pride vlak na postajo, je treba vstopiti in se peljati do konca. Evo, to je njegova misel, zdaj mu pa jaz predajam besedo. Spoznali boste njega danes tudi kot glasbenika. Janez Lipičnik ni samo slikar, ampak je letnik, poleg tega, da je še glasbenik, ko boste danes videli, bo nastopil s kolegom baritonistom Simonom Mardinom, nam boste zaigrali nekaj skladb. Potem je še sodeluje v pevskem zboru, v Ribnem, cerkvenem, orgla, gasilce in še vrskaj druge. No. Tako da pa zdaj podajem besedo. Dobro večer. Zelo sem vesel, da vas tukaj vidim danes in kako ne rečem, Damen je že povedal, tamle tudi, če ste že prebrali te moje karakteristike tamle noter. Marsikjer me pozna najbolj po temu letere doba, kar vidite pred mano, po harmonikah, po glasbi. Po slikarstvu pa majken manj, ker
samih slikarskih razstav samostojnih ni bilo toliko. V tistih 30-40 letih nazaj sem deloval v skupini Likorov Radovalc. Tam nas je bilo ena taka skupina, ki smo čas delovali, potlej pa, ne vem, to so taka nihanja v teh slikarskih skupinah. In tam sem se jaz potlej, je prišlo pa obdobje glasbe, in tam noter je bil ancajt praktičen, sploh nisem prijel niti za, po domač povedal, za penzo. Nisem šel ne ola naredil nič. Je pa res, da pa ne bom rekel, da imam od vsakega leta, imam pa en letnik, sem pa naredil, da čiste nuli ni. Zdaj, sama, zakaj, kako sem jaz do tega prišel. Vsak mu je velikato vprašal, kako pa imaš ti cajt, da pa delaš. Kmetija, služba, glasba, uno, treto, ampak če te nekaj vleče, meni verjamete, to, kar te vleče, zmeraj boš najdel unloved, po domač povedano. Vse dobi in takrat, če te potegne to noter in to, jaz v tem uživam in sploh pa zdaj zadnje čase, leta 2015 sem hodil, je bila fajn zima, pa sem hodil po Ribnem dvor pa dol s fotoaparatom in tle noter je par zadev zimskih noter, se vidi, nekaj se že ne vidi, tega ni. In sem si zadal nalogo, čeprav še ni speljano čist do konca, to obljubim, da bom naredil sam sebi, arhitektura kmečka izginja. Arhitektura izginja, ne glede na to, da se spomeniško varstvo usede na bilo kakšno stavbo, pa je včasih upravičeno, včasih pa neupravičeno. Veliko je že zamujenega. Veliko je odšlo in zdaj nekaj ujet na papir, se pa meni zdi to v redu. In bom probal to, kar je še v krajevno skupnost Ribno, to so Bodešče, Ribno, Koritno, Selo. Bodešče je že nekaj prisoten, Ribno malo več, na Koritnem bom še mogel kaj poiskati, čeprav na Koritnem ni. Potlej bom šel pa majhen širi, okrog, da bom eno tako celoto probal dobiti, da se bo potlej enkrat videl, to, kar se tega tiče. Kako rekel, zdaj, ta razstava je, ja, se pravim, 2015 sem hodil okrog in sem rekel, 2017 bom naredil. In to je zdaj to, 3/4 je v 2016, nekaj boste videli tam, 2500 starejše. Nekaj je pa, če boste prebrali, so pa študija. Mi vsak ne študiran slikar, samouk, išče alternative, ali se pogovarja z kolegi slikarji, pa ta to reče, ono, treto, tisti je še te najbolj fajn, ampak danes se skupaj dobiti, pa vsak ima svoje mišljenje, vsak po svoje dela, ampak skupne točke se pa najdejo in tam, da ti nekdo reče, ti tole pa takole, tle noter si, da ti to eden pove, je to super. To je perfektna zadeva, če ti nekdo, ker sam zmeraj ocenuješ svoje dela, potlej so pa te najprej žena tamle, pa otroci, pa rečejo, jaz pa malo hodil, pa pridemo skup, mora biti pri proporcijah, včasih kaj nese, ampak pri barvah tam pa nismo skup, tam barve so pa moje. No, se pravim, 2015 sem šel skozi in to sem to poslikal in to so v glavnem se dela to iz fotografskih posnetkov,
ker od zunaj recimo zimi ne moreš delati, ker se to je voda. Zato naslov z vodo in barvo. Voda je čudovita stvar. Vemo, brez vode ni življenja, brez tega ne bi mogel obstajati nič. In pri akvarelu je ta čudovita stvar, da ti včasih, ko sliko zastaviš, pogledaš, kaj misliš narediti, ti začne voda, jaz pravim, sama delati. Začne sama delati. In ti moraš včasih počakati, pa rečeš, aha, tole pa zdaj to. Ja, pa ni. In zdaj pri akvarelu je tako, ne da se nič popravljati. Prolog, vemo, tisti, ki se poznate malo to, da je gremo zvolen, gremo še enkrat čez, pa če ni, pa dobro, pa čez 2, 3, 4 dni se spet zaštapelev sedeš, pa nekaj narediš, pa popraviš, pa ki toliko misliš, prideš do tiste točke, da je dobro, rečeš adapta, fertik. Pa akvarelu pa tako, ga delaš, ki je enkrat fertik, a je dober, a pa je nič, a pa papir zmačkaš, pa vržeš stran. To je to. In akvarel je ena čudovita, ampak najtežja tehnika. Je znano, da je najtežja tehnika in zdaj, kako se kosa, ne bom zdaj strokovno, če bi tle imel naše strokovne izvedence za to, oziroma te zgodovinarje, oziroma umetnostne zgodovinarje, ki nam razlagajo to, bi oni to tehnično vam to povedali. Jaz pa pač to vem, kar sem slišal tretjo, da je res akvarel mi je potegnil noter, letos, že lansko let, mislim, tako da mislim, da bom na akvarelu delal še en cajt. In tudi zdaj vidite tle, to je v glavnem za preprostega človeka, bom rekel preprostega. Pri teh slikah je vse jasno. Tle ni nič nerazumljivega, to so pejsaži, to so te kmečke vidite, tretjo, in ni treba biti nič pameten. Če gremo pa mi v abstrakcijo, pa tle pa že treba malo misliti, zdaj pa koga je mislil, zdaj koga je to, tretjo, četrto. In pri akvarelu je pa abstrakt še bolj močen, kakor pa prvolo. Tam se delajo čudovite stvari in mislim, da bom tudi majhen kaj zavil enkrat. Toliko, zdaj poznate me, se pravim, kot slikarja v tej zadevi, bolj me pa poznate kot glasbenika. Igral sem pač dveh ansamblah, v Quintetu, potlej Blejski trio, tisti poznate tudi Kriško goro, ki jo slišite. To je s Tehermom, ki je vam prišel. In tako da zdajle za danes sem jaz povabil enega prijatelja, sva se srečala v Planin, v Ribansk. In jaz prvič sploh nisem vedel, da malo, pa sem pozabil, da on poje. Pa smo pa, to se pravi lansko leto že, v jesen smo prišli krave dol in mi imamo zmeraj tam malo en tak zaključek, priženemo dol, malo malce naredemo in bil pa tam, v Ribnem so taborniki, in tam noter je bil pod eno streho en pianino. Odkot se je ta pianino vzel pod ljubim nebom klavir tam. Jaz to gledam tam noter in vidim polken smeti noter, odprem tiste kladočke, malo pogledaš tam, probam, še nekako nekaj del. No, pa so pa prišli oni dole z žbino, pa unta tret, začnemo s to mazo, pride gospod Simon Ržen in tak, jaz roke položil sem rekel, daj.
In sva tam sred Goše zapela, on je zapel, jaz sem zašpilo in vam povem, da bo to nekaj perfektnega, če bo kaj posnel to. Tako da zdaj za danes bi jaz zahvalil, res, da to tako boste pošli. Zdaj pa vabam Simona, da vam predstava danes še, ker on je pa ljubitelj narodnih oziroma ljudskih pesmi, ki tudi žal na podlagi tega, da mladina sploh več, jaz rekel, ne poje. Ali pa pojejo, pa ne vem, ki pojejo, jaz jih ne slišam, nek zavogam. In da bi se to ohranil, je on tudi z gospodom Plakutnikom lansko leto, je posnel en CD, kjer so gor te skladbe in so nekaj ven vzela z tega, s tem, da ga bom pa danes na harmonk jaz spremljal na mesecite. Hvala lepa. Lušno je to zdi.
malo pomaka, ne, to so bile 4-letni časi. Jaz niti ne vem, ko je ta pesmi naslov, so iskal, ampak to je prav luč, to je Stoglat, pa je tako naprej. No, zdaj pa mislim, da zraven pa te pesmi pa paše še ena, ki tudi zdaj je aktualna v tem cajt, novo leto, novo rojstvo, novo dete, novo te stvari, ne, in bo danes kar naprej šla v program. Pa še kakšno rekla. Od Planine pa še kaj govorila. Je ta človek na svet rojen, da v vidu rive svoje, rive čisto voz, mu pomagati ni moč. Hoja, joče se na moč, kliče mater na pomoč. Mati sliši, tajok mili, hitro dete sa se usmili. Prite babice, pobitega plemičice, novorojeno detece. Hoja, joče se na moč, kliče mater na pomoč. Naj bo fantič ali deklina, notri grejo naga špina. Okajajo veselo tisti dan, ko je nastopil nov kristjan. A vešnar to pride na en glas, kaj boš trzna in bo čas. Vešnar to pride na en glas, kaj boš trzna in bo čas. Janez, mi se pač res tako, jaz ga poznam še od prej, se kakšna tista gliseric pa to, ne? Poznamo se pa zdaj v glavnem zaradi tega, tamle dole gospod z Dierman Franci, ki pa stil na Planin dole, ne? Jaz sem pa njegov pomočnik, to se reče Tretinje, ne? Ne, včasih tako rekla, ne? On je pa nesorte šef Planina, sicer jaz nikaj ne vem kako, ne? In to so te zgodbe, pa je tako dogajajo, ne? In jaz mislim, da čez 5 mesecev bo že Planina že spet v življenju, ne? Takrat pa tole gor zapel. Zakrivljeno malico roki, za trakom pa šopek cveti, kot kralj po planini visoki. Pohajam za vrtom ovčic. Nikomur tam nisem na poti ti meni nikdo, gorčisko življenje mi moti življenje mirno.
Res pa to, da se teh starih pesmi še veliko spominja, ker moja mama bila pa še prejšnji, pa v gostilno so bili še ta star možakarja, ne, smo že bili tako, ne, že, bi bo že kdo rekel, da so ta stara pela, ne. Pa se zdaj vrnemo Orbičev cajt Franca Jožefa, pojmo pa to časa, ne, pa zdaj še ne, dve pesmice, pa prav. Nekoč v starih časih. No, nekoč v starih časih, ki je bilo tako, ne. Nekoč v starih časih je res prav
mi tudi vse, kar vidim, a ne? No, te bo pojte, hoče pa naprej še. Zdaj pa še mislim, da so zdaj bliz jezera. Sicer jaz sem kola, ima ta pesem od Bohinjskega jezera in Brejskega jezera. Kaj misliš? Zdaj vidva, zdaj to priključva. Jaz sem tako hvala mojemu imen, pa te sem je povabil, a ne? Mislim, da je malo tako, ne? Kaj se še nekaj? Pa lahko še zraven tudi zapojte te, no? Tle se pa majken ustavite, tamle malo pripravljen, da ne boste pa šli, majken debatirajte, kakor boste neč se vam namadi še tako. Pa slike pogledajte še. Oh,
To res lepo zahvala. Verjamem tudi, če bi prej tole popustitev imeli, da še ne bi konc. Bi še 5 sekund. Mogoče bomo. Zdaj, hvala prima, vam poklanjam in spomin tudi eno kulturno dediščino, tudi izbire. In to so Ljubljana vrata na Slovenskem. Tako da izvolite. Tole, še vam. Hvala. Najlepša hvala za ljudi. Vabim tudi na naslednje naše teme večere. Naslednji četrtek je potopis v Bolgariji, še naslednji četrtek pa tudi en zanimiv potopis o Aljaski. Tako da tudi vabljeni. Hvala še.